Čau! Danes je na vrsti malo bolj osebna izkušnja in sicer kaj meni vrtičkanje pomeni. Jaz pravzaprav sem bila bolj mestno dekle, sem bila veliko za računalnikom, spoznavala sem ljudi prek spleta, ko sem spoznala tudi svojega fanta, očeta svojih otrok in nikoli nisem bila kaj dosti zunaj. Potem se mi je pa pri nosečnosti malo življenje spreobrnilo in sem pač začela vrtnariti. Se pravi, tukaj smo imeli vrtiček, ga nimamo v hiši, tako da smo ga v bistvu uredili v okolici, kjer ga imajo tudi ostali, kjer se ga da tudi najeti. In na ta način sem že v nosečnosti začela pač vrtičkati. To so bili pač prvi moji trenutki, prvi dnevi, prvi meseci in potem je prišel mojster. In ugotovila sem, da je bila to ena izmed najboljših odločitev, ker mojster je na ta način bil veliko vzunaj, še zdaj uživa, on sploh ne zna biti noter, res težko ga je zadržati, razen če ima seveda lego kocke, to je druga stvar. In na ta način sem spoznala, da meni veliko bolj sede, da sem jaz vzunaj. Tudi če smo samo ob vrtu, da se igrava, da pač kaj ustvarjava, pač super je bilo, ko sva krompir skupala, da je izvedel, kje raste, da korenje še vedno skupljava ven. Tako da je ogromno enih plusov za otroka in za odraslega. In na ta način je v bistvu vrtičkanje postala zame kot neka terapija. In o tem bom tudi drugič več govorila. Tokrat bi pa rada povedala malo več o tem, kako je vrtičkati z otrokom. In sicer z otroci morate vedeti, da je včasih malo bolj stresno, ampak se da. In sicer jih je fajn malo zamotati, lahko jim date tudi kakšne pač lopatke potom, pa gledajte, da so pač z dobrih trajnostnih materialov, recimo lesene, pač kovinske, tako da tudi dlje zdržijo in so mogoče tudi zate lahko primerne za uporabo. In na ta način otrok tudi uživa ne samo ob vrtu, ampak lahko tudi na vrtu. V bistvu pri nas mojster najbolj uživa kar ob vrtu, kjer se preganja, teče, se igra s palcami, kamenjem in tako. In se mi zdi, da to je bila ena izmed najboljših odločitev, da sem jaz in mojster pač zaživela neko malo bolj naravno življenje, če lahko temu tako rečem, in sem se sprostila. In v bistvu to je to. Vrtičkanje je terapija in o tem bom tudi več govorila, ker me vedno bolj zanima in si želim del vrtičkov tudi v to spremeniti. Zdaj pa že to, če iščeš vrt, je fajn, da se malo pozanimaš, kje ga imaš, kakšna zemlja je, kako pač, kakšni sosedje so, če je voda tam, če je možnost kakšne strehe. Recimo tukaj imamo mi na vrtičkih pri kozolcu, seveda en kozolc, kjer se lahko vrtičkarji vedno usedajo, kaj popijajo, kaj pojejo, če je kakšna nevihta, se lahko skrijejo in na ta način se v bistvu pač lahko tudi družimo, ker imamo kozolc, kjer organiziramo tudi menjave, semen, sadik in tako naprej. Prid oziroma si poišč vrt v svoji okolici in začni vrtnariti, ker verjem, sprostil te bo in občutki bojo neverjetni, pa še nekaj zelenjave pridelaš. Če ti je bil video zanimiv, se lahko naročiš na moj YouTube kanal Mami na vrtu, reč pa uživi, pa čim več bo to zelo. Čau!